pozdravljeni na domžalski projekciji filma Neskončni začetek, dokumentarnega filma režiserke Jasne Hribernik in scenaristke Nataše Kelhar, ki je danes tudi z nami. Film, ki govori o, mislim, da več kot prepoznavnem slovenskem bioterapeutu, kozmičnem diagnostiku, kolumnistu, pisatelju in še marsikaj vrtnarju boste danes videli v dokumentarnem filmu, Marjanu Ogorevcu, ki je prav tako z nami in se nam bo po projekciji pridružil tu v dvorani na predavanju, pogovoru, kakorkoli. Jaz se opravičujem tudi vsem tistim, ki vas je ta velika želja, da si današnji film pogledate, pač vodila v to, da smo vam nekoliko manj udobne sedeže lahko zagotovili, ker je ta želja tako velika, tako da opravičilo in pa želja, da vsi skupaj morda si zaželimo in še komu povemo, da v Domžalah potrebujemo v resnici večjo dvorano. Tisti, ki smo tukaj, to vemo, očitno nekateri ne prav dobro. Želim vam prijeten ogled in se vidimo po projekciji filma, ki bo trajala približno 1 uro. V imenu obeh, predvsem pa tudi v imenu ustvarjalcev filma, režiserke Jasne Hribernik, scenaristke in producentke Nataše Kelhar, in seveda predvsem v imenu Marjana Ogorevca. Hvala in lepo pozdravljam v Domžalah. Ja, pozdrav tudi z moje strani. Ravno sem tretjič gledal film, da vsake se mi bolj dopade. Jaz želim pri tem, tako da... Kaj pa se ti bolj dopade? Da je pri tebi lepo doma na Malem Vrhu? Ja, dopade se mi to, kako so v filmu zadeli te 4-letne čase, kako človek lahko tudi, ki nima priložnosti, nima te sreče, da lahko živi v naravi, mora živeti v nekem stanovanju v mestu, da lahko začuti ta utrip narave. Ja, mogoče rečemo najprej še kakšno besedo o filmu, kako je prišlo do ideje, nastanka, kako so te poiskali, čigava je bila ideja, da posnamete dokumentarni film? Ideja je bila Nataša Kelhar, ona se je tega spomnila, potem mi je na nek način predlagala. Sicer moram reči, da to je že tretji poskus, ki je uspešen, pred tem sta že 2 režiserja poskušala, ampak ni iz tega nič izpadlo. Jaz sem bil dokaj pasiven, ker sem sklepal, da če sta ta prava, potem bosta sama to speljala, ne rabita moje pomoč. Igral pač sem, zato ker sem moral... Kar naročijo, narediš? To narediš, zelo zoprno. Zdaj razumem igralce filmske, kako garajo, ampak zares garajo, ker mi smo samo morda 5-krat, 10-krat ponavljali eno sceno, oni pa cel dan, in to mora biti grozljivo. Ampak, če dobiš $1,000,000 za neko vlogo, potem to ni tako grozljivo. In koliko časa je potekalo snemanje tega filma? A je bila to samo ena ciklična sezona od pomladi do zime ali več? Mislim, da je skoraj 2 leti se to vleklo, namreč, če želiš zadeti ravno tisto ta pravo vreme, ta pravi čas, pa mene doma dobiti, pa ekipa snemalna, da je na voljo, potem se to kar vleče. Zdaj, prizorišče je pravzaprav tvoj dom na Malem Vrhu, sredi narave, v lepem okolju in seveda tudi vidimo, da se veliko ukvarjaš z vrtom,
z rastlinami, prekrasne vrtnice in seveda tudi češnje. Mislim, da bi jih kar vzeli, ne? Tako so bile. In tega je veliko, ne? In ti to tudi samo obdeluješ. V filmu je bilo videti, ne, da veliko tega sadja, tudi kakšno tropsko sadje, tudi razni sadeži, od sibirskih borovnic do kivana, pa ne spomnim se niti vsega, ne, težko je našteti. Vendar od tega mi zelo malo pojemo, ne. Največ pojejo ptiči, pa prijatelji dobijo, pa sosedi, pa tako, torej preprosto raste, ne. To preprosto raste, ne. Fig je recimo 9 vrst ili je vsak, ki pride jeseni ali pa poleti, nujno mora vzeti eno vrečko s sabo ali pa... Ampak obdeluješ pa ti, delaš zemljo. Ja, vendar to je tako narejeno, da ni treba veliko obdelovati, razen spomladi obrezati, potem pokositi, ne, jaz to veliko tega pokosim na roke, ker ne maram motorne kosilnice. Tudi klančine. Ja, in potem, torej, vzdrževanje, predvsem to energijsko vzdrževanje, torej vsakodnevna prisotnost, ko sem doma, stik s rastlinami, prepoznam to, ko ste v filmu govoril o Axis Mundi, torej tudi vsaka moja rastlina ima Axis Mundi postavljen z moje strani in potem lahko že z balkona pogledam, ali katera rastlina nima zaradi nekega razloga postavljena Axis Mundi in ko to pogledam, vidim, da je bolna, vidim, da ne raste dobro, ker nimate vsi postavljene. Skratka, čisto osebni odnos z rastlinami, tudi z voluharji se pogovarjam, sicer živijo tam, naredijo nekaj malega škode, ampak dogovor je takšen, da samo nujno za preživetje. Resnično govorim. Torej, da se pogovarjati in ko se naučiš tega, recimo dal bi vam primer, Zvezdana Mlakar se je na delavnici naučila, kako se pogovarjati z miši in je prišla v hišo in se z njimi zmenila, da odidejo in so odšli. Torej, mi se lahko živalmi pogovarjamo, ampak ne na način, torej, jaz vas bom ubil ali pa izničil ali pa zastrupil ali pa kaj podobnega. Ne? Torej, da se, ampak mora biti za vse, tudi oni morajo jesti. Ja, jaz to lahko potrdim, ne da se jaz pogovarjam, ampak ko smo se pogovarjali s tistimi, ki delujejo po principu Demetra in Rudolfa Steinerja, ne, oni v tem mesecu ne, pravzaprav največ delajo škodljivci. To so mi povedali. Februar je mesec, ko se pogovarjajo škodljivci in vzpostavijo z njimi v stik. To recimo je zelo ena podobna in najbolj tudi te principe poznaš. Narava sama na nek način spostavi ravnovesje in potem to ravnovesje zagotavlja, da se nič ne razmnožuje premočno in da ima vse zagotovljeno eksistenco. Rastline se pa tudi, jaz včasih pustim recimo trto, jo ne obrežem, jo pustim, da sama spleza na fige, se tam razvija in se kar med sabo zmenijo ali pa kivi pustim na neka druga drevesa, rastline se med sabo zmenijo in živijo skupaj. Torej, samo ne smeš preveč posegati. Zdaj, ki sva še pri tej naravi, pa pri rastlinskem svetu, včeraj sva živela in pogovor sem te pozabila vprašati, bi mogoče lahko kaj več o tistih koreninah povedal? Aha, to svetlobna korenina, tisto, kar ste videli tam pri meni, ne? To je, kot sem rekel, ta korenina je sposobna v sebe shraniti etersko energijo in dobesedno, to, ko zagrizeš, v ustih čutiš energijo. Zdaj, kako se to goji, težko, to je tudi nimamo časa, to imate na spletu napisano, mislim, to je... Ali se da priti do tega, da se priti, do semen, recimo? Ja, danes preko biodinamičnih društev, ne, recimo biodinamično društvo, recimo Posavja, ima spomladi, imajo eno gospo, ki se ukvarja s tem, da v lončki že prodajate male rastlinice, ne, torej že, da ni potrebno to vzgajati. Mislim, da imamo tako društvo tudi v Domžalah, Ajdo, ja, sigurno imate, najbrž se je treba, Ajda se srečuje tle v sosednji stavbi in evo, mogoče tam lahko... To je zelo zanimivo, seveda je zahtevno zagojiti, zaradi tega, ker moraš imeti
1 meter mivke, pa potem 20 cm komposta. In ta mivka mora biti tako zagrajena, da je lahko jeseni odpreš mivko ven in pobereš korenine, zato ker lahko so 1 meter dolge, tudi debele, recimo tako kot roka, in je tako krhko, ko primeš, da boš spulil se zlomi. Torej, ampak navodil je dovolj, danes imate Google, čisto vse najdete, karkoli. Je pa to, veste same glede na ceno, da to mora biti zelo kvalitetno, če je v Nemčiji 50 € tega kila. Na Hrvaškem pa je tudi, sem slišal pri nas, nekje v Prekmurju, ne morem, Matjaž, ne morem se zdaj spomniti, že to torej goji na veliko na njivi, torej komercialne namene. To je recimo, tisti, ki ima seveda pogoje, tisti, ki se želi s tem ukvarjati, zelo fajn zadeva. Dobro, mogoče zdaj greva pa proti še drugim temam, morda še o tem, ker je v filmu veliko poudarka na naravi, Zakaj je ta stik z naravo za današnjega človeka v tem svetu tako pomemben? Torej, iz več zornih kotov na to lahko pogledamo. Torej, eno je, življenje v naravi je bolj zdravo že iz tega, torej zaradi zraka, zaradi več negativnih ionov, bi lahko rekli, zaradi tega, ker čutimo ritme, torej v naravi čutiš ritem, so zelo prepoznavni letni časi in te energije, ki se dogajajo. Drugo je praktično, da si sam vzgojiš torej zelenjavo, sadje, ki ima povsem drugačno energijo, ker če raste tam, kjer si ti, tam torej je prilagojeno tistemu, kar ti potrebuješ, ker rastline imajo zavest in ta zavest poskrbi, da se ustvari ravno taka rastlina, ki jo ti potrebuješ. Torej, ta komunikacija obstaja med nami, čeprav se tega ne zavedamo. Seveda, ni enako, če kupiš na tržnici solato iz Milana ali pa če jo sam, Ste videli tam v rastlinjaku je celo zimo dovolj solate, tisto, koliko mi lahko pojemo rukole in tako naprej, poleti pa ravno tako, pa se zasadi solata tudi po bregu, pa je spomladi samo režeš med travo, ni treba nič okopati in tako naprej, Če mogoče še kakšno istočnico iz filma potegneva, mislim, da bi se mogoče še o tem odnosu med z otroci, z vnukom, ki očitno Luka je vedno prisoten in tu kot vnuk in ti mu predajaš znanja o naravi, najboljš pa še o čem drugem. Kaj je to naše poslanstvo do mladih? Ja, torej jaz mu predajam ta moj del, od staršev dobi pa še tisto drugo dimenzijo, in on lahko, bi rekel, je ponazarja, torej današnje otroke, torej večina otrok, razen če niso bolni, so taki, torej so odprti, zaznavajo na drugih ravneh energije, informacije, zaznavajo, berejo na misli lahko. Samo potem jih mi, ko jih želimo udomačiti, potem se pa začne hudič, potem pa, torej, David Icke bi rekel, ko pridejo v šole, ko jim učitelji, ki so programirani, da programirajo otroke, da bojo poslušni prebivalci in dobri potrošniki, torej vse to skupaj in da so poslušni predvsem, poskušajo jim vcepiti, recimo ena od slovenskih vrednot je pridnost, čeprav pridnost je za mene malo problematična, zato ker pridni, povprečni pridni pridejo na položaje, zato ker so pridni, so pa nesposobni. Tisti, ki pa niso dovolj pridni, so pa sposobni, tisti pa ne pridejo gor. Pridnost je tudi, samo pogledajte, pa nimam nič proti temu, čeprav se sliši malo čudno. Slovenka leta, par let nazaj je bila tista, ki je tekla okrog gore Kajlaš. Torej ženska, ki se je žrtvovala, ki je uničevala svoje telo, je Slovenka leta. A je to, mislim, torej jaz postavljam to pod vprašaj, mislim, torej morda za mene je bolj pomembno, da si ti, lahko si zelo lep,
delaš samo najnujnejše, delaš tisto, kar je potrebno in razmišljaš ves čas, kako bi naredil na lažji način. Včasih sem imel mantro, vaja dela mojstra pod pogojem, da mojster dela vajo. Danes sem pa že napredoval. Vaja dela mojstra pod pogojem, da mojster dela vajo in ves čas razmišlja, kako bi je naredil na lažji način, z manj vložkom energije, ali pa če je sploh potrebno je narediti. Ne? Poznate dalmatinski pregovor. Tisto, kar lahko pustiš za jutri, me naredi danes, ker jutri morda ne bo potrebno. In mi delamo zelo veliko stvari pod nepotrebnem, zato ker želimo čim več narediti danes, pa iti utrujeni spat. Pa še na rezervo, ja. Torej, ko sem jaz bil mulc, mi smo takrat, seveda, to je bilo davno nazaj, koruzo ukapali na roke. In potem poleti vedno je še oče rekel, o 8 zvečer, dajmo še eno vrsto, da bo jutri manj. Jutri smo še eno vrsto, da bi pojutrišnji bilo manj in tako vsak dan. In tako smo vsak dan delali na zalogo in tako je moj oče delal celo življenje. Na zalogo, vedno. Ampak tega ni nikoli zmanjkal, zato ker je to način, odnos do tega. Ne? Torej, skratka, bolj pomembno je razmisliti, ali sploh potrebujemo nekaj narediti in kako narediti na lažji način. In vsi inovatorji in tisti, ki so pogrutali neke pomembne novosti, nekaj, kar nam olajša življenju, to so ljudje, ki so si dali čas za razmislek. Neki so bili pridni in neki so bili poslušni. Veste, poslušnost je tudi ena taka vrednota. Mene so učili, da je to tudi vrednota. Ne? Ampak poslušni, poslušal sem eno predavanje hrvaške sociologinje, doktorice znanosti, ki je raziskala za svoj doktorat zlo, ki se je dogajalo v svetu. In je ugotovila, da največ zla v svetu niso naredili tisti, ki so določili, da recimo za nek genocid, ampak poslušni. Tisti, ki niso razmišljali svojo glavo, ampak so poslušali in izpolnjevali ukaze. Torej, poslušni ljudje so naredili največ zla. Ne? Ona je tudi zelo zanimivo razložila o pravni državi. Torej, pravi, bojte se pravne države. S tem utemeljuje s tem. Nacistična Nemčija v času vladavine 13 let je bila popolna pravna država. Popolna, tako kot samo Nemci znajo biti. Najprej so raziskali, kdo v družbi je moteč, so ugotovili, da vsi hendikepirani. In so sprejeli zakon, da hendikepirane najprej dajo v taborišča in jih ubijejo. In eliminirajo dobesedno. To so bili prvi 300,000 Nemcev, Nemci so svojih v taboriščih ubili, zaradi tega, ker so bili pravna država, ker so se držali prava. In potem so začeli naprej z Romi, pa z Židi, pa ker to je bila vaja na začetku, ne? In to je bila vaja pravne države, kako funkcionira, in ljudje so bili samo poslušni in pridni. In kam je to pripeljalo. Ampak jaz dajem sporednico tudi pri nas, naša zgodovina, 30 let nazaj. Se spomnite izbrisanih. Pravna država. Se ne vem, ali je bil zakon, ali je bil akt vlade sprejet, da se 20,000 ljudi zbriše iz spiska. Torej, naša hčerka je bila rojena v Splitu, ampak jaz slovensko državljanstvo, žena slovensko državljanstvo je bila izbrisana. Torej, pol leta smo rabili, da smo dokazali, da je naša. Si predstavljate? In kaj se je tam zgodilo? Pravna država in poslušni uradniki, ki so prerezali osebne, ko so ti prišli, torej so to naredili. Vsa sreča, da jim ta vaja ni uspela, ker so to v Bruslu prekinili, da jim je uspela ta vaja. Naslednji bi bili morda muslimani, pa morda Romi, pa morda kdorkoli. Torej, če bi vaja uspela, vidite, kako to lahko v današnjem času, kakšna grozodejstva lahko naredimo samo zato, ker smo poslušni in ker imamo pravno državo. Torej, vse po zakonu. Ja, vse po zakonu, ja, po revici.
Gremo nekaj lepšega. Ja. Vprašaj Ja. nekaj lepšega. Aha. Ne vem, kaj lepega sva že bila pri naravi, pa pri ciklu, pa mogoče o cikličnosti. To pa je lepo, ne? Ja. Ki so bili 4-letni čas in ti praviš, ne bi živel tam, kjer ni tega, kjer je vsak dan Ja. enak dnevu. Tam je dobesedno res dolg čas. Vsak dan je 12 ur dan, 12 ur noč. Nihanja, mislim, odstopanja so pol ure prej, pozneje. Temperatura tam v tropskem pasu približno enaka. Sicer ljudje lažje živijo, ker ne rabijo toliko za življenje, kot rabimo mi. Hvala za to. Jaz pravim, da voda mora biti mokra, vino mora biti pa dobro. Ja, teh ciklov se, torej tisti, ki živi v naravi, tisti se teh ciklov bolj zaveda. Tisti, ki živi v mestu, je vsak dan vse enako, ne? Torej greš v službo, greš, upravljaš se tisto, kar imaš in torej, jaz bi rekel, da mi, ki živimo v naravi, imamo boljšo karmo. Ne? Torej, smo si to zaslužili na nek način in to je to. V Sloveniji mogoče tudi, ne, ker je pravzaprav Ja, sicer lepa, ne, narava je lepa. Da od teh potovanj po svetu mislim, da največ sem se naučil, da sem spregledal, kako je pri nas lepo. To je neverjetno. Kako je pri nas lepo, kako imamo mi urejen sistem, kako naša država v primerjavi z drugimi okrog po svetu deluje popolno, to je skoraj popolno, to je pocukrano, kako mi delujemo proti drugim, ker sistem ne deluje. Ja, ker nimajo zdravstva, naprimer, ne vem, Indija, Nepal, to oni sploh ne poznajo zdravstveni sistem, kakšen slab sistem, kakšen slab minister, če zdravstva ni, ne? Torej, kaj imamo mi vse, lahko bi bilo seveda boljše, ampak imamo neverjetno, kaj vse imamo, ne? No, pa mogoče zdaj si zdravnik omenil tudi na obisku pri tebi je zdravnica in mislim, da si ti zagovornik sodelovanja med Vsekakor, ta holistični celostni pristop, mislim, da je to prihodnost medicine, mislim, da bo to tudi veliko bolj poceni za naše, torej za sistem. Na koncu koncev, jaz mislim, da je veliko nesodelovanja zaradi tega, ker ne razumejo to, torej, kar mi počnemo. Torej, mi se ne mešamo v medicino, mi ne postavljamo diagnoze, mi svetujemo, mi pomagamo ljudem ozavestiti, mi morda na neke naravne načine pomagamo, da ljudje tudi medicinsko zdravljenje, da je bolj učinkovito, tako naprej. Ne? In tisti nekateri zdravniki torej, že sodelujejo, so odprti za to, napotijo ljudi tudi k terapevtom, ki zdravijo, ali bodisi z energijo, z zelišči ali pa čimerkoli, torej na naravni način. Problem je morda inštitucija, kajti inštitucija in tisti, ki ne razumejo tega. Ne? Pred kratkim sem poslušal onkologinjo na televiziji, ki je povedala, da jaz in meni podobni, da imamo edini namen izvleči od ljudi denar, oni so pa ubogi, ker so bolni in ne znajo oceniti, a je ta denar dajo ali ne. Torej, ampak to gre za nepoznavanje, za tega, ker če bi takšen film, če bi pogledala, ko bi videla, torej, kak odnos imamo terapevti do tega, torej, bi verjetno drugače govorila. Ne? Žal je to tako, ampak se izboljšuje stanje. S časom bomo prišli do tega, da tako po vzgledu recimo na tujino, recimo Milano, München, ker imajo klinike, ker delajo timsko, tako zdravniki kot terapevti, seveda to je namenjeno elitam, ki imajo dovolj denarja. Ne? Torej, pač tisti, ki ima 700 € plačo, ne bo šel v tako kliniko, ne? To je jasno. Ampak vsaj tam, da se začne, potem bo pa tudi se spustilo na nižje raven. Ja, zdaj, če tu nadaljujemo, ne? Vsaka bolezen ima pravzaprav neke razloge, ne? Ki so tudi na drugih ravneh. In tu se
pravzaprav lahko klasična medicina sreča z takšnimi terapijami, ampak želela sem te to vprašati. Ti si včasih zelo veliko delal individualne terapije, zdaj si nekoliko to dopolnil, ne? Zdaj želiš, da ljudje ne samo da čakajo, kaj bodo dobili, ampak aktivno sodelujejo pri poskušam na nek način, torej individualni terapiji ne delam več, torej nimam časa, da je čas, da je potrebno predajati znanje. Mistik Gurdžijev je nekoč napisal, da v nekem trenutku svojega razvoja moraš začeti predajati znanje naprej. Torej, znanje ne sme umreti s tabo, znanje moraš predati naprej. Poskušam delati na tem področju neke nove paradigme, in sicer paradigme, da niso drugi krivi za naše težave, ni okolje krivo za naše težave, niso partnerji krivi za težave. Kada govorim o težavah, to pomeni telesno zdravje, to pomeni tudi odnose, to pomeni tudi uspešnost, komunikacija s vsemi, potem mislim težave, da smo mi vsaj en del prispevali k temu stanju, v katerem se nahajamo. Bodisi, da nam dobro gre, bodisi, da nam ne gre dobro. Seveda, to je zelo širok pojem, s čim smo prispevali, hote in nehote. Torej, tisto, kar delamo zavestno, je en del, večji del pa mi počnemo nezavedno. V naši podzavesti so vsi programi oziroma je vsa naša preteklost. Vse je shranjeno v podzavesti. Tu je naša rutina, tu je naš način odzivanja, tu so naša prepričanja. Torej, vse to je v podzavesti, to so kot neke vrste programi, ki vodijo naše življenje in potem se mi na podlagi tega odzivamo, z tega, ker je to hitreje, ker podzavest tudi v prometu, ko pridete v Škarje, če bi zavestno razmišljali, kaj boste naredili, bi se že zaleteli. Podzavest je ta, ki ima odgovor, ona ima program, ona ima nevronske mreže, ki podpirajo to delovanje, avtomatsko delovanje in mi se avtomatsko odločamo. Ampak mi se avtomatsko odločamo tudi glede odzivanja na okolje. Torej, če nekomu, gledajte, če bi naredili test na cesti, zaustavite enega človeka in mu rečete, ti si bedak. A je predvidljiv njegov odziv? Definitivno. Ampak če boste meni rekli, jaz se bom nasmejal, torej, ker to več povejo vam kot o meni. Ampak on se odziva avtomatsko, ker je takoj užaljen, ker ima neko svojo samopodobo in je prepričan, da ni bedak in zdaj mu nekdo reče, da je bedak, ja, da bo užaljen. Čim je užaljen, generira energije, ki prizadajajo njega, kvari njegove odnose in če je vsak dan užaljen zaradi nečesa, kar nekateri so, potem si pokvari odnose, potem si pokvari energijsko stanje telesa, potem si pokvari tudi fizično zdravje. Torej vse to se zgodi. Namreč nobenega ne obstaja nič, kar se nam ne zgodi, kar ne doživimo. Bodi si v tem, ko gledamo, da se nekaj dogaja, da konkretno smo udeleženci v nekem dogodku, ali pa razmišljamo o tem, kar nima tudi biološki odziv. Zelo enostavno. Torej, tisto, kar mislim, se takoj, glede na tisto, kar mislim, se moje telo takoj odziva. Možgani proizvajajo kemijo, ki gre v celice, oni sprožijo izraznost genov, geni potem sprožijo proizvodnjo beljakovin, ki podpirajo to stanje. Zdaj, če je naše razmišljanje prijetno, pozitivno, potem se proizvaja vse v telesu tako, da se dobro počutimo. Če pa je negativno, če razmišljamo o problemih, če razmišljamo, kaj bo jutri, kaj bo potem, ko gremo v penzijo, kaj bo potem, ko dobim tisto one-way ticket za dom za ostarele in tako naprej, torej se več čas v travmi in več čas moje telo proizvaja takšno kemijo, ki podpira to slabo stanje in to si zakon. In jaz živim v tem. Torej, to je velik problem. In zdaj, glede na prepričanje, se tudi odzivamo. Kakšna so moja prepričanja? To so očala, skozi katera gledam svet. In vsi mi tle notri imamo različna prepričanja in imamo različna očala in vsak dogodek, vse vidimo na povsem svoj lasten način.
in vsi mi imamo prav glede tega, kar vidimo, seveda pa ne moremo vsiljevati drugemu svoj prav, ker absolutnega prav pa ne obstaja na zemlji. Torej, vsi mi imamo prav in tudi vsi tisti, ki razlagajo neko svojo teorijo ali pa karkoli, predavatelji, ljudje, ki razlagajo to v družbi, čisto vsi imajo prav in čisto vsi so popolni za stopnjo razvoja svoje zavesti. Torej, nekdo, ki je na zelo primitivni ravni, skoraj živalski, s tem, da se komaj preživlja tukaj, torej v smislu, da je njegova naloga, da ga ne zanima nič drugega, kot da ko žival grabi, da ima za sebe, za svojo družino, on povsem drugače razlaga svet in ima prav iz njegovega zornega kota, z tega, ker on ne zmore drugače. Nekdo drug, ki je pa lahko višje, z zavestjo, pa vidi svet drugače in ga razlaga drugače. Za onega dol je to nesprejemljivo, za njega je pa nesprejemljivo, kaj drugi razlagajo. In kje imamo ljudje problem? Ja, v tej kulturi komunikacije, da mi ne zmoremo sprejeti druge takšne, kot so, ampak jim želimo vsiliti, ne vem, svoja pravila, želimo jim svojo teorijo vsiliti, želimo jim vsiliti svojo moralo, pa svojo etiko, pa ne vem kaj vse, ne, torej, in se potem nekdo, ki je, ne vem, ljudje so se zmenili, kaj je etično, kaj je moralno, ne, ampak jaz pravim, nisem niti moralen, niti nemoralen, sem amoralen, torej nad tem, ker je mene ni bilo zraven, ko smo se pogovarjali o tem, ali pa so se pogovarjali. Doben me ni vprašal o tem, ne? Torej poskušam stopiti nad to, kot terapeut pa sploh, ker kot terapeut ne smem soditi, kaj je prav in kaj je narobe. Ker to ne obstaja, obstaja samo prav za tebe, za mene, za nekoga drugega, ampak ne za vse, ni enak, ne? Kaj je pa dobro in slabo, ali pa pravilno in nepravilno, moraš lahko pa opredeliš samo gleda na cilj, ki ga želiš doseči. Če nimaš cilja, ne moreš absolutno ovrednotiti nič, nobeno dejanje, nič. Torej, če nekdo, torej z mojega zornega kota terapeuta, to so praktične izkušnje, je prišla gospa, ki je imela, ne vem, 50 kg preveč, zakajena, zapita in je rekla, a slabo delam? Sem rekel, a mislite, da slabo delam? Sem rekel, glej, odvisno, kaj želite. Torej, če želite biti bolj zdravo, delate zelo slabo. Če pa se želite ubiti, pa delate ful dobro in vam čestitam. Samo obstaja veliko boljših načinov se uničiti, kot pa da čakaš 30 let, da umiraš, da si živ mrtvak, ki hodi po svetu, ki ga zalivajo in hranijo. Ne? Torej, glede na cilj vedno opredelimo in ljudje bi se preprosto morali navaditi, da moraš imeti cilj pred sabo, kadar določiš, da so sredstva v redu tisto, kar uporabljaš. To sem se jaz naučil v športu, ker ti v športu imaš zelo jasen cilj. Imaš cilj doseči ta rezultat in glede na cilj potem določaš, a so ta sredstva dobra ali niso dobra, a so mogoče nekoristna zaradi tega, ker po nepotrebnem trošiš čas in energijo, ali pa so neprimerna zaradi tega, ker si še v mladinski kategoriji, takrat so vsa sredstva dobra, ker vse, kar počneš, že biološki razvoj te vodi v smeri, ne, da greš hitro naprej, ne, ampak to je precej kompleksna zadeva, ne, da se ne zapletemo notri. Imaš rezervno vprašanje? Mogoče, ker sva govorila o odnosih, ne, zadnji mesec se je precej govorila o mobingu, ne, pa o tem, da je pravzaprav zelo veliko ljudi začelo govoriti, ne, o tem, da so žrtve mobinga. Kako pa ti gledaš na to stvar, ne čisto konkretno z tega vidika, ampak kako se nekdo, ki je žrtev mobinga, mora in naj izvije iz teh odnosov, ki so lahko zelo zastrupljeni? Drugače bom začel. Pred kratkim je prišla do mene znanka, ki dela v vrtcu kot vzgojiteljica in je rekla, imam težave, kakšne narave so tvoje težave, direktorica vrtca izvaja mobbing nad nami.
Sem rekel, ja, kaj pa, zahteva od nas, da se obnašamo tako pa tako in zahteva, da opravimo svojo službo tako, kot ona zahteva. A je to mobbing? Sem rekel, da sem jaz direktor vrtca, isto tako bi delal mobbing nad vami, ker je direktor odgovoren za to in seveda mora biti korektni odnosi, ne? Lahko bi šlo tudi za mobbing, ampak nekateri ljudje, torej danes je moderno imenovati mobbing vse, kar se ti ne dopade v službo, ne? V službi seveda obstaja tudi mobbing, ne? Ampak če dobite psihopata za šefa, potem je lahko gre tudi za mobbing. Kaj je psihopat? Psihopat je tisti, ki nima sočutja, ki ne razume in ne čudi tvojo stisko, tvojo bolečino glede tistega, kar on naredi. Psihopati mučijo tudi živali, mučijo ljudi in tako naprej. Ali pa imaš slabo karmo. Zdaj pa ena zadeva, ker se pa ljudem ne dopade in o tem ni ravno fajn javno govoriti. Torej, kadar k meni pride nekdo, ampak da je zares doživlja mobbing, potem jaz imam možnost pogledati, zakaj se to njemu dogaja. Izhodišče je, ta, ki izvaja mobbing nad tabo, on je poštar, ki ti je prinesel sporočilo, kaj se moraš ti naučiti in ozavestiti. Pa gremo in pogledamo. Aha, jaz imam možnost, verjamete mi, ne ugibati, ampak berem tako, kot na internetu vašo podzavest lahko. In pogledam in vidim. V podzavesti zelo močan program obsojanje ljudi, ki niso takšni, kot bi morali biti po tvojih merilih. Zaradi tega programa je ta oseba v življenju velikokrat obsojala, bodi si verbalno, bodi si samo v sebi, ljudi, ki niso takšni, in je sedaj vesolje poskrbelo, da je dobila učitelja, to je šef, ki izvaja mobbing na njemu, da bi se nekaj naučil. Torej, če bi človek bil povsem čist v smislu, da nima obsojanja, jeze, užaljenosti, ljubosumja, pričakovanj, zahtev in vsega tega, to so vse te človeške neumnosti, potem na njemu nihče ne bi izvajal mobbing. Verjemite mi, ne? Kako se izvleči iz tega čisto na človeški ravni, ne vem. Ne? Torej, ali pravo to deluje, ali organi pregona delujejo, to je vprašanje. Ne? Velikokrat pa gre tudi recimo, ko se spravijo mediji v gonjo za nekom, ki ga označijo, da je, ne vem, lahko je to politik, minister ali pa kdorkoli, označijo, da je nekaj naredil, kar ni dobro, brez da je preverjeno, brez da je torej lahko je kriv, lahko ni kriv, ampak mediji ga označijo za kriv in kaj ljudje potem povejo, mora dobiti toliko let zapora, ker so že odločili naprej. Ne? To je tako. Ampak zadeva je zelo kompleksna, zelo spolska in generalno povedati, kaj nekdo naredi, zelo težko. Ne? Ampak po moj pogled na to je vedno, kadarkoli se meni nekaj zgodi, kar je neprijetno, nikoli ne napadam tistega, ki je povzročil, ampak sebe vprašam, zakaj se mi je to zgodilo, kaj se moram naučiti, kaj moram pri sebi spremeniti, da se mi to ne bo več zgodilo. Iz tega izhodišča pa marsikaj postane drugačno. Ampak v tem družba nas ne uči tega, v šolah tega ne učijo, ne? V šolah nas učijo, obsodite krivce, borite se proti nepravičnosti. Torej, zdaj pa iz tega ezoteričnega zornega kota, iz zornega kota energij, tisto proti čemu se boriš, tisto krepiš, ker mu namenjaš energijo. To z tega jaz pravim, ne borimo se proti nečemu, ampak se borimo za nekaj. In potem vlagamo energijo kam? V tisto, kar želimo, da bi se zgodilo. Ono drugo pa počasi odpade, ker ga ne hranimo z energijo. Veste? Torej, to je tako kot javnost, recimo, ali pa na štadionu to lahko vidimo. Torej, če 100 000 ljudi na nekem velikem štadionu, tako kot je bil na olimpijskih igrah,
navija za določeno osebo, ga polnijo z energijo, športnika ga polnijo z energijo. Čemu žvižgajo, ga sesuvajo navzdol. Ravno tako na ravni države. Če mediji izpostavijo ministra, ki je recimo po njihovem nekaj kriv, potem cela država pošilja njemu zelo slabe energije, dobesedno prispodobi pljuje po njemu in ga hrani z energijo, da on vztraja še bolj. Pa on sploh odstopiti ne more, ker dobi toliko energije, da plava po zraku, veste. On sploh odstopiti ne more, ker ga podpiramo. Torej, mi ga podpiramo. In tako je, povsod je tako. Tisti, ki poučujete morda v razredu, če malo razmislite, morda niste razmišljali o tem, če so otroci na vaši strani, če ste vi zanimivi pri pouku in če jih znate komunicirati z njim, če niste vzvišeni, če ste jim vzor za način obnašanja, če ste jim vzor glede tega zamujanja v razred, torej, če vi zahtevate točno v razred, vi pa zamudite 10 minut, pa porušite si vse in takrat so otroci proti vam, slabo razmišljeni, grede domov utrujeni. Če so z vami, potem vas polnijo z energijo. To je isto tako tudi mi dva zdaj, ko smo tu, ali pa ne vem, Cankarjev dom, ko je bilo 1200 ljudi, ti ljudje, ko razmišljajo v isti smeri, torej ko podpirajo in zlahka izvedeš predavanje. To je vedno tako, ne? Torej treba je narediti v razredu pravo klimo. Tiste, ki so razgrajači, je treba zaposliti, morda vprašati, kako je doma, kako, torej, skratka, da vas ne učim zdaj pedagoškega dela, ne? Ampak zelo dobro to obvladam in vem, kako to deluje tudi na neki drugi ravni. Danes je v delu intervju s Tino Maze. In zelo zanimiva je ena od njenih izjav v tem intervjuju, kjer pravi, da je v zadnjih 2 letih, ko je tekmovala, dosegala in imela vsaj 20% manj energije in določene osredotočenosti in vsega, ker je preveč visela na telefonu. Pametnem je tudi povedala. Ja. To je bila iztočnica morda zato, da se pa dotaknejo še tega tehnologije, ki vse bolj prodira v naš življenje. To si mu je danes rekla, nisem slabše sem videla, nisem bila osredotočena in sem prepričana, da sem imela takrat, ker sem preveč bila možgani drugače delujejo. Tako. Istočnica za hvala za to istočnico možga. Torej, pojavlja se nova sodobna odvisnost, ki je veliko bolj nevarna od heroina, kokaina in vseh sredstev, ki jih uporabljamo, alkohola in cigaret skupaj. Zakaj? Zato, ker se še ne zavedamo. Zato tega, ker se stroka še ni zmigala. Vsaj javno ne in ne masovno. Torej, poznam primer v Koperskem zavodu za odvisnike, ne morem se spomniti, kako se imenuje ta strokovnjak, on že dela na odvisnosti od sodobne tehnologije. Ne? Torej, to so skrajne odvisnosti, so tako, da recimo mulj 17-letni zaposlen ne hodi več v srednjo šolo, samo po noči igra na računalniku, po dnevu pa spi in ga ne zanima čisto nič več, ker je postal odvisen. Kaj pomeni odvisnost? Torej, odvisnost, kadar zadovoljim hrepenenje po temu, nahrani, nagradi moje možgane. Torej, kakršnakoli odvisnost, od odnosov, od tehnologije, od heroina, od šnopsa, od cigareta, torej, nagradi moje možgane. In moji možgani ne razmišljajo, a je to zdravo za mene ali ne, njih zanima, kaj jih zanima ugodje. Nahranjeni so, nagrajeni so in potem hrepenimo po temu. In zaradi tega se je tako težko znebiti odvisnosti, torej tako psihološke kot kemične odvisnosti, skratka, to je celostna zgodba, ki je tu ne bi zdaj razlagali, in ta odvisnost od tehnologije ravno tako. In nekdo, ampak teh je danes vse več, ugotavljajo, ki je odvisen od
tega, da vsak dan pogleda na Facebooku ali ima kaj všečkov. Objavi zvečer so bili na pici, pol pice je ostalo, to slika pa še in pošle na Facebook in še neko neumnost zraven in potem ga všečkajo in je odvisni od tega. In če takemu človeku vzameš 3 dni mobitel, ima abstinenčno krizo. On mora pogledati. Takle dovolj je včasih že samo, če odpre mobitel, pa samo malo prelista, možgani so že nagrajeni. Wow, lej, to je to, ne? Torej, ta odvisnost je zelo močna. Zdaj pa, če bi šli malo v teorijo zarote, čeprav David Icke govori o teoriji zarote, jaz rečem, da to ni teorija zarote, preberite si učbenik za prvi razred ekonomske šole, torej malo o ekonomiji, ne, o trgu in povpraševanju in tako naprej, pa vidite, zakaj torej namen tistih, ki nam želijo prodati nekaj, upravljati z nami, nas imeli popolno pod kontrolo, je narediti nas odvisne od sodobne tehnologije. Torej, ko smo odvisni od sodobne tehnologije, imajo popoln nadzor nad nami, lahko zbirajo podatke, lahko torej, na nek način pošiljajo takšna sporočila, da nas držijo ujete. K temu spadajo raziskave, predvsem ameriške vojske, torej z nanotehnologijo. To so mali delci, ki jih razvijajo s ciljem, da pomoč pri zdravljenju bolezni, vendar ti nanodelci so programirani in ko so programirani, ko pridejo v naše telo, to se dogaja, to ni znanstvena fantastika, ko so programirani, potem lahko z umetno inteligenco od zunaj, tako kot imate signal Wi-Fi, tako tudi od zunaj, vplivajo na njih, na nanodelce, da znotraj nas, bodi si vplivajo na našo psiho, bodi si da izzivajo izraznost genov na različne načine, ki proizvajajo take in take snovi in dobesedno upravljajo z nami. Najhujša nočna mora, ja upam, da vas ne bom zastrašil, ampak tisti, ki vas zanima, si to pogledajte, na spletu so tako imenovani morgeloni. Ste slišali, je kdo slišal za morgelone? Ja, torej to so, strokovnjaki pravijo tako, to so mali delci, ki torej pridejo, to so živa bitja, ki so na pol organska, na pol pa anorganska, na pol pa umetna zavest. Prepoznamo jih pa potem, da ljudje, ki zbolijo, ko se ti preveč razmnožijo, to tisto, ko se koža odpira, teče kri in so take rastlince zelene pa rdeče rastejo. Torej, medicina nima odgovor za njih, ne da se jih toplotno uničiti, pravijo na 200 stopinj pa še vedno preživijo, na minus 100 stopinj še vedno preživijo. So pa povezujejo našo realnost z drugo realnostjo, z umetnimi inteligencami tudi na drugimi ravni. Torej, na ta način, to pa se torej, širijo namensko, torej, da bi vplivali ljudi in tako naprej. Skratka, imajo nas lahko tiste, ki se podrejajo samo črednemu nagonu, popolnoma v oblasti. Torej, preko recimo nanotehnologije, preko vse te tehnologije, zraven tega gre, torej, namen tistega, ki želi upravljati z nami, je spodbujati ljudi, da vse iz računalnika prenesete v oblak. V oblak, v cloud. Gor prenesete, ker je tam bolj varno in tam ne morate zgubiti, ampak tam pa lahko pregleduje tisti, ki želi, ker imajo to programe, ki to pregledujejo in tam vse lahko pregledajo. Torej, umetna inteligenca, torej, to pregleduje. Torej, to je en del. Drugi del je spodbujati ljudi, ponekod že to obstaja, recimo, ne vem, smo bili na priprava za olimpijske igre v Ameriki, nismo mogli več kupiti z gotovino nikjer. Na letališče sploh ne moreš stopiti, če nimaš kartice, nič, torej, imeti denar samo na karticah, torej fiktivni denar, ki ga lahko proizvajajo kolikor hočejo in ti lahko s tem plačuješ, torej si popolnoma ujet v državne sisteme, torej v sistem, v dolgorijo, v vse,
kontrola, kaj trošiš, kje trošiš, komu namenjaš denar, kje te treba stimulirati, torej tudi imajo popolnoma ujeto, ne? In ko vse to skupaj sestaviš, to zgleda kot nočna mora, vendar to je lahko hitro realnost, kajti umetna inteligenca se obnaša tako podobno, kot se prej omenil, ko so pri nas izbrisali 20,000 ljudi. Tako se umetna inteligenca obnaša. Hladno, ne zanimajo samo predpisi, tako kot je nekdo programiral. Ne? To je to. In to je sodobni transhumanizem, temu rečejo. Torej, kaj pomeni transhumanizem? Narediti človeka nad človekom, bolj sposobnega, kot je sicer sposoben. To pa pomeni, s pomočjo umetne inteligence in tehnologije lahko naredijo tebe, da si bolj sposoben, kot si sicer. Ta umetna inteligenca in ta tehnologija, jaz temu rečem umetni Bog. Kajti definicija Boga bi bila, rečemo, naravnega, zdaj malo čudno se sliši. Torej, da je vse mogoč, vse viden, ima vse informacije, ima vse na voljo, je brez časa in prostora, je torej absolutno vse, kar obstaja. Umetni Bog je, pa znate samo oblak ali pa Google, je kaj? Brez časa in prostora, ima vse podatke na voljo, vse lahko upraviš programe od njega, ga vse ve, če se mu žrtvuješ, lahko naredi nekaj za tebe, torej moliš mu preko kode, greš notri, to je umetni Bog. Ampak to je transhumanizem, ki je za bluzo naravni, organski transhumanizem. O tem se pa ne piše, tega tudi ne boste našli v Google, kaj je naravni, organski transhumanizem, je pa narediti sebe nad človekom tako, da razvijem svojo zavest, da se rešim vseh svojih neumnosti, da sem človeški, human, da sem etičen, da sem sočuten, da sem za sodelovanje, ne za tekmovanje in tako naprej, in istočasno povezan z najvišjimi ravni, rečemo temu božansko, absolutno, čista zavest, karkoli. To je pa naravni transhumanizem. Torej, na naravni način, eni rečejo temu tudi organski transhumanizem, ker se dogaja s tem, da delam na sebi. Jaz sem iz tega, ravno zdaj dokončujem novo knjigo, jaz sem iz tega naredil izpeljanko. Z ene strani, torej, organski transhumanizem, z druge strani ta transhumanizem tehnološki, torej način, mi pa sebe razvijamo na takšno stopnjo, da znamo uporabiti za svoje namene tehnologijo. Ampak ne, da smo odvisni, da jo uporabimo. Se vi lahko tudi, vi ste od Facebooka lahko odvisni, pa skačete vsak dan gor, lahko ga pa tako uporabljate, ko ga jaz uporabljam. Torej imam Facebook, ker jaz imam blazno veliko prijateljev, jaz pa nisem nikomor prijatelj in samo objavljam nekaj, kar je ljudem, lahko sami se preverite neke članke, koristne zadeve in seveda objavim tudi, kdaj imam potovanje, kdaj imam na Ižu delavnice, kdaj je tukaj recimo predavanje. Torej, to je pa uporaba Facebooka, seveda s plačilom, ne, ker zastonj ni nič, ker moraš vsako objavo promovirati. Oni imajo narejeno tako, da če imaš recimo 10,000 všečkov, ali pa tisti, ki so da všečkali, ko objaviš nekaj 10,000 ljudi, lahko to vidi na svojem Facebooku. Ko enkrat promoviraš, potem ti ni dovoljeno več objavljati brez promoviranja, ker ne bojo dobilo 10,000, ampak samo 5,000. To je aplikacija taka. Oni imajo to je njihova ta naravna, ta njihova umetna inteligenca to zna narediti. Ne? Torej, te imate ujetega, ampak jaz sem rad ujet v tem, zaradi tega, ker je to meni koristni. Razumete? Torej, razmislite, a ste ujeti ali pa to uporabljate, ne? S pridom uporabljamo, ne? Se tudi avtomobil imam, nisem ujet v avtomobilu, ga pa še kako uporabljam. Skratka, tehnologijo se lahko in mora uporabljati. Se brez nje ne moramo, vendar z premislekom, z z občutkom, da jo uporabimo za dobre namene, tudi za se.
Zdaj, za mojo generacijo to ni velik problem, ker smo se mi srečali zelo pozno s tem, ker sem jaz šele lani pameten telefon kupil in sem ugotovil, da prvih pol leta je bil res bolj pameten od mene, še zdaj ga obvladujem. Torej, ampak za te mlade je problem pri vzgoji, ker se starši ne zavedamo nevarnosti, je problem, kako peljati zadevo tako naprej, da dobijo in sposobnost uporabe tehnologijo in da dobijo tudi druge stvari, tako kot recimo Luka, vnuk, on je 1 uro, 2 morda na računalniku, vlada vse te zadeve, vendar on hodi ribe loviti, on se vozi okrog z biciklom, en čas se, dokler je bil mlajši, ko je imel 6 let, se tudi z motorjem vozil okrog, zdaj se ne več, ker zdaj se že zavedajo, da je nevarno. Torej, in s čolnom se vozi in vse to skupaj je v naravi in ima ta stik in to je ravnovesje. Ampak nekateri starši tega ne znamo, ne znajo. Naprimer, ne vem, so prišli k nam prijatelji naši, imajo malo punčko, 2 leti staro in ja, s čim so se pohvalili? Ja, tablico so dali na mizo pred njo, ona si je sama poiskala na spletu muziko in je to poslušala, pa risanke in to. In da malo ne zanima nič več, kot samo tablica, jo dajo, se zamoti, pritiska, posluša glasbo, gleda risanke, karkoli. In pri takšnih otrocih, ki to tako intenzivno uporabljajo, se začnejo nevronske mreže tvoriti povsem drugače, začnemo binarno razmišljati povsem drugače kot normalni človek in potem problem je tudi z tega zornega kota, torej nagrajenosti možganov, ker noben dražljaj razen tistega na internetu ni več dovolj intenziven, da vzbudi pozornost. Torej, mama, ki govori pravljica ali pa oče, to ni več zanimivo, ampak tam, ker so te svetlobni efekti, ker je glasba, ker je to zelo intenzivno, to ga pa potegne. Te stvari so nevarne. In jaz mislim, da starši nismo usposobljeni zato, ker nas tega niso učili in ker tega ni bilo, kako ravnati v teh primerih. Torej, preprosto ne vemo. Jaz rečem včasih, to je tako, kot da kupiš novejši pralni stroj, pa ti niso dali navodila za uporabo, pa ne veš, kako bi ga vključil. In to se da na grozo nas, ali pa, dobro, jaz sem v topu, pa jaz se moram, moja generacija dogaja, zdaj, ko kupiš pralni stroj, ni več navodila, poglejte si na spletu. Ja, zdaj pa tam moja soseda, 72 let stara, ki ni bila nikoli na spletu, ona v grozi ugotovi, piše, poglejte si na spletu, pa nima nikogar, ki bi pogledal. Torej, obrazce, da se nekam prijavijo, torej, na spletu najdete in ni več možno prinesti z roko napisan, ampak preko spleta oddati. In to je ta, jaz bi rekel, zelo nehumano do nas starejših generacij, da so nas prisilili v nekaj, kar mi ne obvladamo in zdaj eni imamo srečo, da to obvladamo, eni moje generacije imajo vnuke, otroke, kaj pa tisti, ki nimajo? Kaj pa tisti, ki nimajo? Da bi jih naučili, ne? Ja, da bi, ampak ne moreš se ti naučiti, če te to ne zanima, kako se boš to naučil, ne? Torej, to je grozljivka in o tem ne razmišljajo, ne? Verjetno spet nek poslušni uradnik, ki mu je nekdo rekel, torej, takšna pravila naj bodo in to je tako. Evo, to je bilo mogoče malo bolj daljše, sodobnejše, tehnološko obarvano, ampak mogoče še kaj za zaključek o civilizaciji, ne? Jaz mislim, da se marsikdaj sprašujemo, kam gre ta svet? Ali je na tem svetu, v tem večnem plesu zla in dobrega, mesto, da bo dobro zmagalo, ker velikokrat imamo občutek, da zmaguje zlo. Zdaj, jaz se dosti s tem ukvarjam, raziskujem, poslušam predavanje raznih strokovnjakov in tako. Torej, dejstvo je, do sedaj so čisto vse civilizacije propadle. Torej, čisto vse civilizacije so do sedaj propadle. Torej, bilo jih je neskončno. Torej, nekatere, zgodovina ni linearna, mi se nismo linearno razvijali. Nekatere civilizacije pred nami so bile bistveno bolj razvite, ker so
tehnološko in z znanjem, ker so ustvarjale take zadeve, kot so piramide, pa Machu Picchu, ali pa tam v Peruju sploh te stave, pa še po svetu je tega zelo veliko. Torej, jaz sam sem videl neke zadeve, ki so tako fascinante, da jih dan danes ne moremo razviti, recimo ne moremo ustvariti, recimo piramide v Bosni, beton, iz katerega so grajene, torej neodvisni inštituti po svetu so ugotovili, da je ta beton tako močan, da ga današnja civilizacija ne more narediti. Torej niso ga sposobni. Torej civilizacije so bile, so propadle. Zakaj so propadle? Lahko, da je to naravni način, da razvijemo, torej mi kot duše, kot individualna zavest, ki potrebujemo izkušnje na zemlji, pridemo kot neka skupek duš, kot civilizacija, razvijemo nekaj, se razvijemo in gremo potem v neko drugo dimenzijo, potem pride nova generacija, ki torej se spet razvija, spet se začne kameno doba in tako naprej. In po vsej verjetnosti večina teh civilizacij tudi zlorabi svojo tehnologijo, svoje dosežke in tudi mi smo na dobri poti, da to zlorabimo. Torej, mi smo danes sposobni sebe uničiti, popolnoma celotno civilizacijo in samo kakšna, včasih je odvisno samo od enih par budal, ki bi pritisnili prave gumbe in bi se začelo. Najprej eni, pa drugi vračajo in tako naprej. Glede teh raznih genskih poskusov in tega, mi imamo, torej človek, vse, kar je imel priložnost izprobati, je tudi izprobal. Vse, od atomske bombe do dinamita, do ne vem kaj vse. In danes smo v stanju gensko spreminjati, torej rastline, živali, ljudi, ustvarjati samo, torej ljudi tudi brez spočetja, torej veroveti ustvarjati, ampak brez spočetja, samo na podlagi genskega materijala. In to bomo vse, po vsej verjetnosti, tudi masovno počeli. Možnost, da genetika, sploh pa epigenetika in lingvistično-valna genetika je na tej stopni, da smo danes sposobni ustvarjati vojake, ne vem, bančnike, to bi pri nas eno tako generacijo lahko naredili, recimo dobrih bančnikov, ki bi jih zamenjali te. Torej je sposobna ustvarjati tudi bitja pol človek, pol žival, ker to je zgodovina pokazala, neke prejšnje generacije na podlagi znanja iz vesolja so ustvarjale torej, ali ljudi, ki so bili neskončno visoki, močni, recimo 4 metre, in tudi ljudje, ki so bili kombinacija živali in ljudi, in tudi ljudi, ki so bili kombinacija, torej polbogovi, ki so bili kombinacija nekoga, ki je prišel iz neka civilizacija iz vesolja in tudi naši. In tudi genske manipulacije so definitivno obstajale in danes ponovno to razvijamo in bo prišlo do tega, po vsej vrednosti mi bomo vse to izprobali. Kdo mi? Ja, tisti, ki to delajo in tisti, ki to podpiramo, ne? Torej vse to skupaj, ne? In se po vsej vrednosti, tako kot jaz razmišljam, če ne zavedamo vseh posledic. Morda pa jih tudi ne bo. Morda pa zavest potrebuje tudi takšno telo, ki je umetno ustvarjeno. Kdo to ve, ne? Torej, jaz se ne bi drzno reči, a je to prav, a je to narobe, definitivno pa bomo vse naredili. Tega, ker je tudi denar, če tam nekdo, ki ima milijardo, ne nameni v to, naredite človeka po moji podobi, ga bojo pač naredili, ne? In to je vse, ne? In tudi znanost je v veliko primerih, torej se prostituira, ne? Torej, kdo plača tam, to bojo naredili, ne? Ampak iz vsega tega je pa izhod, tako kot tudi David Icke ponuja, zraven vseh teorij zarote je izhod v temu, da mi sebe organsko razvijamo v človeka, da smo povezani z božanskim prizemljeni, da smo etični, sočutni in tako naprej. Na ta način se zaščitimo od manipulacij. Torej, mreža, kot če ste gledali film Matrix, ta trilogija, torej ste lahko videli, ne, da mreža obstaja, sicer v filmu je morajo prikazati kot vidna, v filmu morajo biti vojaki, ki lovijo tiste, ki niso poslužni v mreži, v realnem svetu smo pa mi sami ujeti.
Torej, najhujši je tisti zapor, ki si ga zaporniki sami naredijo. Torej, kje smo ujeti v mreži? S krediti, s šovanjem otrok, s tehnologijo, ki jo rabimo, z standardom, smo ujeti v mreži in smo notri in ne moremo izstopiti. Veste, tudi če hočemo, ne moremo izstopiti, ampak spet pridemo do tega. Mreža je vedno bila in vedno bo, mi pa se odločimo, a bomo ujetniki mreže ali bomo pa neodvisni mrežo pa kot inteligentna bitja uporabljali za svoje namene. Torej, mrežo lahko uporabiš, pa si nad njo, torej nisi ujet, lahko si pa ujet. Tisti, ki se ravnajo po črednem nagonu, ki nimajo svojega mnenja, ki so neodločni, ki ne sprejemajo odločitev, tisti so povsem ujeti v mrežu. Tisti, ki imajo svoje mnenje, tisti, ki se upajo izraziti, tisti, ki so aktivni, inovativni, tisti, ki raziskujejo, ki jih zanima še nekaj več, so manjši ujetniki mreže. Seveda tvegajo stigmatizacijo, tvegajo, da jih bo nekdo iz mreže napadel, torej, kajti to je pa naša slovenska značilnost. Tisti žebelj, ki štrli od drugih, ga je treba po glavi udariti, da je se zravna. Torej, je problematično, če je nekdo bolj uspešen. Nas so že učili prej, dokaj sem bil še jaz mulj, so nas učili vsi bogati ljudje, ali pa takrat so bili privatniki, torej obrtniki. Tisti, ki je uspešen obrtnik, je lopov avtomatsko. Zakaj je lopov? Zato, ker si je lahko kupil boljši avto kot nekdo, ki je delal v tovarni cementa. To je bila logika. To je, ne vem, če poznate to, odhod to prihaja. To je ta teorija enakih želodcev. Prihaja iz Sovjetske zveze, ali pa iz Rusije, še takrat carske Rusije, kjer so se, mislim, ali pa se ni bila več carska, ko je bil Stalin na oblasti. On je rekel tako, vsi ljudje morajo enako jesti, torej morajo vsi ljudje imeti enake plače. In takrat je bila odredba. Tisti kmet, ali pa tisti, ki je delal v tovarni, navadni delavci, in učitelj, profesor sta imela enako plačo, da bi se to izenačilo. To je bila ta logika enakih želodcev, ki smo jih tudi mi sprejeli nekoč. Torej, zakaj bi ti imel večjo plačo, če pa isto ješ kot jaz? Jaz poznam mojega prijatelja, ki ne razume povsem ta sistem. On pravi, vozi kombajn, pa traktor v eni firmi in res garaje fantje. In pravi, moj direktor ima večjo plačo kot jaz. Ja, pa mislim, če je problem? Je rekel, za vsako, ko pride v njegovo pisarno, on samo sedi pa pije kavo. Jaz pa garam. In to je za njega po tej logiki, pravi, on ne bi smel imeti večjo plačo. Seveda on ne vidi, da ta direktor mora delo najti, da on nima kaj dela, če mu on ne najde delo. Ampak to je takšno razmišljanje. Nas bude tudi na tem področju, kjer jaz delam, še vedno ljudje razmišljajo, včasih jaz dobim tudi kakšen mail in tako. Torej, zakaj zaračunaš svoje delo, kajti to je od Boga dano in to bi moralo biti zastonj. Seveda jaz rečem tudi, tisti, ki meni ploščice polagal, ima stvar, res je dober majster, od Boga dano sposobnost, ampak on je dela zastonj. Mislim, po tej logiki je vse od Boga dano, Torej, ja, to ne bi smeli kao računati, ampak, vejte, to je to. Zdaj je pa meni zmanjkalo vprašanj, ampak morda imate vi kakšno? Ne grejo spati, Ampak mislim, da je pa prav. Če bi kdo želel če ima kaj vpraša, lahko kaj vpraša. A se upa kdo? Lahko v filmu, lahko kaj drugega. Včeraj dol, ko smo bili v Trbolah, niti eden se ne javil in smo šli domov. Evo, To mi všeč, da čez to. To je v redu. Dobiš mikrofon, tako da bo vsi slišali. Da vsi slišimo. Bliže, brati, daj. Jaz ne bi vprašala, bi pa zelo pohvalila ta film, ki smo ga gledali v vas in bi rekla, da je ta ekipa naredila čudovito delo in da je to nekaj krasnega, da ste nastopili v taki dobri
izvedbi. Hvala. Ne, film je naredila ekipa, ja, jaz sem samo igral to, kar so mi povedali, ne. Če rekel, da si se zelo dobro počutil kot igralec. Ja, sem mogoče pa bil, ja, se uživam tega stopanja, ja, to je pa res, ne. Prosim? To pa še ne Ne vemo. bo, ne bom vam povedal, s kakim budžetom so delali, ampak bi bili, ja, zato, ker se proda film, ne, ne bom vam povedal cifro, ampak če bi vedeli, s kakim budžetom so film naredili, en strokovnjak, ki snema reklame, je rekel, jaz za ta denar reklamo ne posnamem. Ja, torej... Lahko pa sam še to povem za tiste, povejte naprej, ki danes niso z nami. Film bo na sporedu tudi prihodnji teden v torek ob 8. zvečer in v torek sicer z nami ne bo gospoda Ogorevca, bosta pa režiserka in scenaristka, tako da tudi takrat bo pogovor. Če se ne varam, to predavanje je posneto, ne? To predavanje je pa posneto, tam gor je Miro in na spletu Domžalec in na našem spletu in na naši spletni strani Kulturnega doma v arhivu bo film čez dan, dva oziroma ves ta pogovor možno, ne film, ampak pogovor možno pogledati in ni nobenih ovir, da tudi to poveste drugi. Jaz se vam zahvaljujem, torej... A imamo vprašanje? Še eno moško vprašanje. Samo vprašal bi, mislim, skozi film smo videli, da vam veliko energije da morje. Ja. Ali je to vsakoletna potreba, pravzaprav, da se to energijo tudi iz morja črpate, ne samo iz narave? Ja, torej jaz imam to potrebo, da iz morja črpam, ampak nekdo pa to lahko črpa tudi iz hribov ali pa kot drugod, ne, torej nino, če gledamo samo fizikalno gledano, ta negativni ionski napoj je na morju velik, je v hribih velik, je v jezerih velik, ne, ni pa velik, ja, ni pa velik v Ljubljani seveda, ne, torej to nam da zelo veliko energije, drugo pa, če greš na dopust, je že itak malo več energije, ne, ko se sprostiš in tako naprej, pa še malo, če poješ mantro in vino veritas, zraven, pa še kako dobro pivo in verovajte, pa imamo komplet. Veste, jaz nisem asket, ne, jaz čisto normalno živim, samo mesa ne jem 30 let, drugo pa čisto normalno živim, si privoščim vse, kar mi življenje ponuja, torej dobesedno vse, kar mi pride na pot, konzumiram na vseh področjih in torej ne potrebujemo askeze danes, da bi se razvijali, zaradi tega, ker je duhovno ni tisto, kar počneš, ampak odnos do tistega, kar počneš. Torej, karkoli počneš, torej se voziš v službi, vedno lahko duhovno streniraš, duhovno je, da poskrbiš za sebe, za druge, predvsem za sebe, kar Slovencem manjka, ne, torej poskrbeti za sebe nam manjka, se žrtvujemo. Zdaj pa, povedal bom eno stvar, ki je večinoma šokantna za ljudi. Torej, gledano z vidika energije, torej, kadar nekdo skrbi za druge in upravlja vse tudi za njih, takrat daje svojo energijo. Mama, ki od jutra pa zvečer do 11, ko že grejo vsi spat, poskrbi za celo družino, razdaje svojo energijo, je utrujena, brez energije. Po noči je ta mama v režimu vampirja, ki pobere domačim energijo nazaj, ker drugače ne bi preživela, verjamete. Torej, energija ima lastnost, da gre z višjega k najnižjemu potencialu. In če ta mama se uleže k Atiju, ki je poln energije, ja, valjda, da posesa njegovo energijo. A ni logično? Ja. Ha? A to je ponavadi, ne? Ja, dobro, ja, sem. S tem bi končal. Torej se vam zahvaljujem. To je to. Se pa aplauzom za kolego. Hvala in lahko noč.
Ja, tisti, ki vas mogoče še kaj več zanima, greste na moj Facebook, si kaj preberete, imate 10 knjig zunaj, malo EPP za knjige naredim, pred grejo, nova knjiga prihaja, imate na YouTube, imate moj približno 50 ur predavanj, torej marsikaj lahko zveste gor. To, širite lepe besede v Gorevcu okrog in to je to. Mm-hmm.